Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes imamo en mukbang, to dvoje je moje. Ta je Silverton burger, to je pomfri navaden, fant ima pa pomfri z nekimi začimbami, mislim da je parmezan, pa kako se tem reče? Herbs and parmesan piše, pa navaden oziroma original California burger, brez omake, moje pa brez omake in brez sira, noter ima pa še čebulo, bacon, meso, njegov pa ima še kumarice noter, sir, pa paradižnik. In solato. In solato. Ne vem, zakaj mu ni solata, ker vedno pač pri Popsu, s Pops burgere, nimajo vsi solate noter. Tako da ja, tole bom dala njemu. Torej, danes bomo delali mukbang in pa odgovarjala bom na njih par vprašanj. Naročeno je iz Volta vse, s kodo KOVŠE5 oziroma KOVSE5, imate 5 € popusta pri prvem nakupu. Pa trenutno je burgermanija, zato sem se odločila, tudi burgere naročila. Je pa ta video v sodelovanju z Voltom. Gremo kar v odgovore in vprašanja. Fant je off camera, da če čujete kako jamranje, govorjenje, bo to moj fant. Prvo vprašanje je kar, oziroma se kar nanaša na fanta, o fantu je. Kako mu je ime, kako je najina zveza in če bom ga kmalu predstavila, koliko je star, vse to. Zdaj fanta verjetno ne vem, kdaj bo glih v videu, ne vem zakaj, pač, I don't know, niti toliko snemam, da bi zdaj realno ga skozi kazala. Star je 23, eno leto je starejši od mene, ime, ne pa imena ali... Lahko poveš ime. Ime mu je Luka, in pa najina zveza je dobro. Zdaj pa gremo na druga vprašanja, oziroma prvo vprašanje, ki bom odgovorila, je v bistvu vprašanje, ki sem vedela, da ga dobila, ker sem rekla, da se je ogromno stvari spremenilo in prvo vprašanje je itak, oziroma ogromno vprašanje bo, kaj se je spremenilo. Bom to odgovorila, da ne rabite čakati v video. Glavnem, kaj se je spremenilo? Z marcem, s 1. marcem, sem se redno zaposlila za nedoločen čas, oziroma 3 mesece poskusne dobe. Ampak itak delam že kar nekaj časa tam, tako da, ja. Teda od 1. marca sem redno zaposlena, kar pomeni, da sem dobila neko ravnotežje, ne, pač, stabilnost v življenje, zaradi tega, ker se zdaj ne rabim bati, kaj se zgodi, če bo slučajno kako zaprtje spet trgovin, v kateri delam, ali pa kaj tajega. No ja, trenutno delam v prodaji, zdaj v prodaji v bistvu delam že 2 leti bo maja. Tako da sem ostala v bistvu pri isti firmi in bom tam ne vem kako dolgo. Zdaj imam še do konca študija par mesecev, bom dobila pol diplomo, ampak verjetno bom šla še na magisterij, ne vem še kaj, ne vem če bom šla na magisterij, ampak najverjetneje ja. Bom pa verjetno 1 leto pauzirala in se bom pol odločila, bom pa pač videla. Zdaj, po eni strani imam upanje, da lahko ostanem tukaj, kjer sem, pa delam čez čas kaj drugega, kar sem se v bistvu že na intervjuju pogovarjala z šefi. Tako da, ja, če bojo mi ponudili kaj rednega oziroma kaj takega, ki je mogoče bolj v moji smeri oziroma to, kaj bi jaz bolj delala, hvala Bogu, ker ne bi delala konstantno v prodaji. Zaenkrat je to ful super, zaradi tega, ker vem, da bom dobila vsak mesec isto plačo oziroma pač normalno plačo, tako kot bom dobila. Torej, me ne bo strah, kaj se bo zgodilo, če slučajno ne bi bila zaposlena, zaradi tega, ker zdaj v tem času karantene in času covida in to sem dobila, ne vem, če tretjino denarja, ki sem ga dobila prejšnja leta, ko sem delala. Vmes nisem imela, torej od oktobra do februara sploh nisem imela nobene plače in sem dejansko pač porabljala vse, kar sem imela pri prihrankih. Pa še mama sem imela pomagala, pač isto pri fantu, tako da je bilo kar kritično. Torej zdaj tega upam, da ne bo, ker pač imam redno zaposlitev. Teda bo to, kaj se je spremenilo. Imam v bistvu ful manj časa, zaradi tega, ker delam torej 160 ur na mesec, pa potem pač še faks. Probam biti na vseh predavanjih, zaradi tega, ker je obvezno in niti nisem s nobenim profesorom dogovarjala, da ne bi hodila.
To je zdaj malo dosti zadev, ampak ok. Samo še 2 meseca do konca maja, potem pa je čas za počitek, oziroma počitek brez faksa, čakne. Dala sem si gor jobco belo, se mi zelo ful cool. Ne vem, če ima najboljša odločitev. Pop's burgeri so eni izmed mojih najljubših burgerov. To je zelo dober. Pa še imajo trenutno popuste, tam mislim, da je bil znižan za 2 evra ali nekaj takega. Teda imajo cel mesec znižano ogromno burgerov, ne samo v Ljubljani, tudi v Mariboru pa Kranju. Ampak tam imate znižane druge burgere, zaradi tega, ker Popsa tam ni. Ima pa dejansko tudi McDonald's znižanje, kar je ful redko in meni osebno zelo všeč. Eno vprašanje, ali načrtujeva otroke? Ja, je to vse. Ne še, ne morem še imeti otrok. Rada bi prvo imela, ok, zdaj zaposlena kao sem, ampak rada bi zaključila študij, oziroma saj diplomo pa potem delno magisterij. Pa rada bi imela stanovanje oziroma večje stanovanje, ker vem, da se ne bom rabila izseliti, dokler se ne bom jaz hotela, oziroma da bi imela svoje stanovanje. Teda ja. Kakšni so moji spomini na srednjo šolo in če imam kakšne zanimive zgodbe v zvezi s profesorji. Srednjo šolo imam tako pač, no. Imam dobre spomine, slabe spomine. Ni bilo preveč fajn v srednji, ok. Imam, ker itak vsak ima zgodbe srednje, zdaj na pamet mi nobena tako ful pade, edino to, da mi je profesorica pri angleščini rekla, da bom cvrla v peklo. Ja, in to je najbolj skrajna in mislim, najhujša stvar, ki me katerikoli učiteljica, profesor, kdorkoli je rekel. In tudi ena izmed edinih, pač jaz nisem imela težave z učitelji, profesori, kakorkoli, načeloma sem se vsemi razumela. Imela sem tak 2, s katerimi se več nisem morala, ena v osnovni šoli, pa pol ena recimo v srednji, ampak nič ni bilo tako skrajnega, kot pa to, kar mi je profesorica rekla za angleščino. Bilo je ful smešno zaradi tega, ker smo dobili novo profesorico, ki je v zadnjem letniku, kar itak 2 mi ni pasalo, ampak okej. In vem, da je bila neka fora, smo imeli matematiko na 7 uro in mislim, da smo imeli test ali nekaj tajega in sem jaz imela zapiske, oziroma ne če niti zapiske, mislim, da sem imela zapiske in sem si neke formule brala ali hotela prepisati med tem, ko sem že naredila to, kar bi mogla narediti za angleščino. In je bila tak, kao, Vanessa, what are you doing? In sem pač tak, math, ne? In ona, young girl, nekaj tajega in potem samo, you're gonna rot in hell. In jaz sem, okej, sem samo pač pospravila stvari in sem bila sam tak zmedena in tak jezna na njo. Sem se potem našla razredničarko pogovarjala s drugimi profesori, pa je bila tak, pač, naj pustim, kar pač mi je načeloma itak vse eno, ampak je bilo tako fucking čudno in potem sem jaz to vsem razlagala, ker mi je bilo tako smešno. Medtem ko je 1 uro predtem ali 1 uro potem eni moji sošolki, ki je rekla, da se uči matematiko ali dela nalogo, oziroma mislim, da se uči matematiko, ker imamo test in ji je rekla kao, oh, I can understand that. In jaz sem bila glavna ful zmedena. Sicer potem, predtem ni bilo dobenih drugih težav s to profesorico, razen na maturi, pri zagovoru, kjer me je spraševala, za koga sem volila na volitvah, kar sploh ne bomo omenjali, ampak okej. Tako da, to je bila edina zadeva. Vse druga je bilo pač načeloma okej, sem imela tudi normalne ocene, ker pač mi je angleščina šla.
Teda nič drugega slabega ni bilo, ampak to se mi je zdelo zanimivo. Vsi me sprašujete o true crimeu. Ne vem, res ne vem, kdaj bo, če bo. Definitivno mi je to še vedno zanimivo, še vedno rada gledam, ampak pač nisem še imela časa nič kaj raziskati in nočem vam nekaj obljubljati, če se to ne bo zgodilo. Bi rada še kdaj to delala, ker mi je res ful zanimivo, ampak vam ne znam povedati, kdaj bo. Kako je to možno, da so mi tako hitro lasi zrasli? Mislim, ne vem, če so mi tako hitro, v 2 letih so mi recimo tako zrasli. Ne vem, ali je to hitro ali ne. Mislim, da imam video prav o lasah, drugače bom pa še naredila prav eno, ker je to malo predolgo, da vam zdaj tukaj govorim. Ampak realno nekaj mislim, da genetika, pol vitamini, pa pač tudi kjere izdelke uporabljate. Ampak jaz imam ogromno nekih šamponov pa takih zadev, ampak jaz sem si glavo uporabljala 1 leto od tega Head & Shoulders, kar je kao en izmed najslabših šamponov ever, ampak po njem meni glava srbila, ni mi kri iz glave teklo, nič, tada ne vem. Kateri Apple izdelek mi najbolj koristi in katerega najbolj uporabljam? Meni je najboljši tak iPhone, pač telefon je to. Pol mi je MacBook, ja, oziroma MacBook pa iPhone sta tu nekje, zaradi tega, ker pač mislim, definitivno bi prej obdržala mojem telefon kot pa računalnik, ampak not sure. Pol je ura, AirPods pa tablica. Oziroma vse stvari so meni tako fajn, da vam ne znam razložiti, pač en dan bom skozi na tablici, en dan, po pa en mesec sploh ne pogledala. Tako da, ne vem, meni je vse od Apple fajn, definitivno se ne zadeve drage, ampak v primerjavi zdaj z drugimi konkurenčnimi zadevami so tu nekje cene, da mi gre že to ful tu gor, manjko mi folk reče, da je Apple ful drag. Pač ja je, ampak isto so druge zadeve, pač ne. Oziroma je dražje, samo ni tako noro dražje. Pri iPhoneu morate vedeti, da mislim, da splošno Appleovi izdelki ful počasneje izgubljajo vrednost, tako da vi lahko telefon po 3-4 letih prodate, pa bo še ga vedno folk kupil, pa ne za malo denarja, mislim, ne bo ga kupil za 50 €, pa boste dobili tudi 300 € za telefon. Mislim, če čekajte na Bogu pogled, boste videli. Poleg tega pri iPhone imate približno 6 let recimo podpore, kar se tiče konstantnih posodobitev. Pol imate pa še tudi nekaj let te security posodobitve, medtem ko Androidi dobite posodobitev enkrat. Če imate Pixla, dobite malo večkrat, ampak Pixli so ful nerazširjeni. Če imate drug telefon, dobite minimalno posodobitev, ampak minimalno posodobitev. Pa ponavadi so neke varnostne, niso dejansko, dobite celotni novi operacijski sistem. Tada. Si že povedal? Ne, ti moraš povedati. Od fanta najljubši produkti pa so iPhone, AirPods, iPad, MacBook in pa Apple Watch. AirPods so dejansko, AirPods pa iPadi so mislim, da najboljše ocenjeni, kar se tiče customer satisfactiona pri Appleu. AirPods lahko imate tudi, če nijate iPhona, sicer pač ni tako optimizirano. Isto iPada lahko imate, če nijate drugih zadev. Če bi izbirala med Ljubljano in Mariborom, kaj bi izbrala? Ljubljano. 100%. Ni sploh dvoma. Zakaj bi Ljubljano izbrala? Jaz sicer primarno nisem sploh z Maribora, ampak sem iz okolice Maribora. Jaz izviram iz Ruš. In če bi izbirala med Rušami pa Ljubljano, bi bilo pač malo težja odločitev, ker tisto bo vedno on moj dom, pa kjer moja družina živi, pa kjer bom se vedno vračala. Medtem ko Ljubljana je zdaj moj dom, zdaj tu živim in tudi nameravam ostati v Ljubljani. Torej zdaj, ko sem se redno zaposlila, je še manj želje iti nazaj v Ruše. Sicer kot mesto, kao Maribor, Ljubljana, pa se meni zdi Ljubljana dosti boljša. Jaz nikoli nisem imela preveč rada Maribora, zelo redko sem se zadrževala v Mariboru. Vse je lepa, vse imajo
ok zadeve, sam se mi zdi, da pač ni neke primerjave proti Ljubljani kot mesto. Pa pač to ni doben hejt. Tudi druga mesta, ne vem, Celje, Kranj, kakorkoli, meni je to vse lepo. Edino, kaj je še meni mogoče cool, ampak se mi zdi, da nikoli ne bi živela na Primorskem, da bi šla v Koper, v Portorož, ampak tam se mi tudi zdi tako fajn zaradi tega, ker tam pa je vse morje in je pač čisto poletno občutek. Ne vem, tisto mi je tudi ful cool, ampak tam pa ne morem kaj govoriti, ker se pravim, sem tam sam, ko grem na morje. Kaj se je najbolj mi spremenilo v 2 letih? Oziroma, bomo rekli 3, odkar sem šla v Ljubljano. Yes. Pridobila sem fanta. Službo sem dobila, nove ljudi. Ja, tebe, ja. Pa ne vem, pač malo, meni zdi, da sem jaz vedno bila tak odrasla, mislim, ne dejansko, ampak pač vedno sem imela v glavi neke zadeve, ki jih hočem kao narediti v lifeu, ali pač, ne vem, meni se zdi, da je tako smešno, da sam sebe rečeš, ampak meni se je vedno zdela, da sem jaz bolj taki old soul. Ja, tako da, zdaj, ko sem šla v Ljubljano, pa sem pač v bistvu še bolj odrasla, zaradi tega, ker pač živim sama, mislim, s fantom, ampak ne živim več pri starših, teda vse to se je spremenilo in pač moje mnenje je, da če imate možnost iti od doma, pa študirati kam drugam recimo, ali pa pač eni tudi na srednjo, da zakaj pa ne bi šel, zaradi tega, ker ti vseeno da neko izkušnjo. Pa to ni neka fora, idite stran od svojih staršev, ker jaz imam moje ful rada in se ful dobro razumemo, da se ne gre za to. In dejansko recimo včeraj za veliko noč sem bila v Rušah za en dan, od jutra do večera. In po mi je tako, ko grem domov, ko grem nazaj v Ljubljano, mi gre kar tak na jok, ker sem tako, I miss them. Kakšne so moje želje, oziroma kakšna je moja kao prihodnost glede karijere YouTubea in faksa? To mislim, da sem tako malo prej omenila, torej zdaj imam namen dokončati faks, da dobim diplomo. Pol bom pauzirala, pol sem pa odločila, kaj bom šla na magisterij, ali bom šla na isto, ali bom šla kam drugam. Glede karijere bi zelo rada delala tukaj, kar delam, ali pač nekaj več, oziroma nekaj bolj, kar ni čist v prodaji. Če ne bi pa pač mogoče delala pri neki agenciji ali pa v kakem PR-u, nič verjeti. Glede YouTubea pa je v bistvu tako, da je YouTube trenutno zadnja stvar, na katero se fokusiram, je ful zabavno, ampak zdaj jaz nisem imela časa, bi pa spet rada prišla malo bolj v to noter, ampak ja, je YouTube najbolj taka stranska stvar, ki jo delam samo zato, ker mi je zabavno, ampak ni trenutno nobena kot neki realen vir dohodka, oziroma da bi bila to moja služba. Objavljam ful premalo, da bi bila. Dobila sem tudi vprašanje glede izkušnje z prejšnjimi najemodajalci in bom naredila enkrat video, sam je ogromno zadev, da ne bi zdaj glih tukaj jih razlagala, da bom mogoče naredila prav posebej video. No, pa zadnjo vprašanje bomo kar odgovorili na koliko sem stara, ker to dobim ful dostikrat in se mi zdi, da enostavno se pač pozabi ali pa pač pride kdo nov in ne ve. Ampak stara sem 22, bom pa letos stara 23, 7. avgusta, teda sem po horoskopu Lev. They didn't ask that, but okay. Koliko sem stara? Ja. Da si Leo. But, you know, that's the most Leo thing to do, so. Kaj? Da zdaj vejo, da ne lažeš. Zakaj? That's the most Leo thing to do, to mention you're a Leo. Everybody mentions their zodiac. Yeah, not every. Torej, moj sun sign je Leo, moj moon sign je Capricorn, moj rising sign ali oziroma oni ascendant pa je kao Gemini. Kaj se smeješ? Kaj se smeješ? Nisem se najedla, ne morem več. Malo poprije mi je ostalo. Torej, ja. Da vam še na hitrico torej povem. Video je v sodelovanju z Voltom. Naročila sem iz Pop Placea. Za prvo pripremno naročilo dobite lahko 5 € popusta z mojo kodo. Ko še 5, oziroma ko v vse 5. Bo nekaj napisano. Pa veljavno je pol en mesec, odkar jo aktivirate.
Pa zdaj trenutno je tale burgermanija, kjer imate ogromno burgerov znižanih, pač res jih je noro, vam ti nekaj ob strani pokazala. Zdaj mislim, da v Kranju pa Mariboru, da imate tudi neke free deliveryje, mi v Ljubljani jih zaenkrat nimamo. Tako da ja, se kar splača, ko je znižano. Pač imate popust 5 evrov, ja, pa še minimalni order je po novem 8 evrov, oziroma zdaj je že kar nekaj mesecev, ampak včasih je bil 10 ali nekaj tajega, teda to se je kar spremenilo. Teda ja, to je to, ne vem, če še imam kaj za povedati. Če imate kaj vprašanje, jih lahko napišete spodaj, bom jih odgovarjala moče v katerem drugem videu, imam pa potem še ideje za druge, imam še nekaj idej za druge videe in sicer pokazala vam bom to stanovanje. Vem, da sem, mislim, da že en video kratek naredila, ampak zdaj sem spremenila ogromno stvari, kupila neko novo pohištvo, ker mislim, da bom dejansko lahko ostala še tukaj 1 leto. Teda sem si malo optimizirala, da vam bom pol tisto pokazala, pa imam neke nove smart devices, ki jih lahko uporabljate na iPhonih ali pa na teh Androidih, ki se v bistvu povežejo s tvojim telefonom in jih lahko kontrolirate in je so nice. Teda bom to pokazala, pa eno idejo sem še imela, ki sem se pozabila. To je to. Idea! Majder sem se najedla, ti je bilo dobro. Ampak ti je boljša od tiskarne.